Ja, zdravo. Marsikdo se mogoče še spomne, lansko leto sem imel eno pričevanje, in sicer o bolnih izkušnjah iz Etiopije leta 1984, kjer sem spoznal, da na najvišjem nivoju so skorumpirani, tudi lahko zelo pokvarjeni. Skratka, Združeni narodi, vlade vse vlade sveta in tako naprej, tako da nas ne bi smeli več presenetiti zdajšnji dogodki. Samo ne glede na to, da ne spadam Kalimero, tu se veste, kaj to ne, neki stari Kalimero, ki samo neke spomine obuja, čeprav tudi Gregorčič je rekel, spomin meni virje bolečin. Tako da nažalost imamo samo skupnost s to našim pesnikom. Večkrat, kaj se spomnim, tako in v bistvu, danes sem prebral pa še en dober članek od Vesne Milek v prilogi Dela, in sicer o spominih, ki te ostanejo včasih edino kot spomin na kakšnega prijatelja, ki mu ne moreš več videti. No, tako v glavnem ne bi v tem smislu še nekako te zadnje dogodke skomentiral, da bo lažje šlo tole skozi. Ker sem že prišel izvajan, nisem več v javnosti tako veš, ne govoriti. Včasih sem usodni tlumač, pa sem moral precej bolj drugače nastopati. Bom pa prebral pravzaprav eno svoje občutke, novico in komentar na novico iz začetka marca, ko smo izvedeli, da je pač en del Evrope je še pa šel pod udarom. No, in ker jaz poznam precej koncev na svetu, sem pač potoval nekaj teh svojih vtisov in sem postal svojim prijateljem, pravzaprav en daljši mail pa tudi na gospodu našemu Mihajlu. Zato bi dal, ker nastopom bolj glav naprej. Moj naknaden dopolnjen komentar mojega maila od 16.3. in sicer kot moje stališče na zapažanje našega Tita Turnška v Ukrajini. To je bila šokantna novica, ne samo njegova, mislim reči, dobro, on je dejansko pogledal iz širšega kota, jaz pa več ali manj lahko svojih izkušenj osebno pa primerjam, z ene strani in z druge, mislim, mogoče bo malo poučno tudi za koga drugega. V glavnem, takole bi povedal. Bom kar prebral ta moj mail, ker sem ga precej na več koncev poslal. Takole, z leti se naberejo izkušnje in spomini na pretekle dogodke, spravljaš v medsebojno logično povezavo, da počneš bolje razumeti tudi sedanje nepričakovane svetovne dogodke. Naj ne vedem samo moj zadnji primer, ki me že kar nekaj časa močno preganja. Pred cirka 40 dnevi, to je bilo se pravi februarja meseca, sem dobil sporočilo, da je v 98. letu starosti pred kratkim v Ameriki umrla naša draga daljna sorodnica, gospa Jean Urbas, ki smo jo leta 2000 v celovečnim potovanjem po znamenitih krajih in narodnih parkih obiskali v njeni lepi hiši ob Michiganskem jezeru. To je eno največjih jezer sploh na svetu. Gospa je bila takrat še zelo vitalna za svoje leta. Skupaj s svojim sinom, on je bil drugače pa pilot, naš dober prijatelj Bob Urbas, on je pilotiral cel življenje, pravzaprav v svoji delovni dobi, velike potniške avione in tako naprej. Postavila pa skupaj eno športno avionček cestno in je gospa pilotirala, tako naprej. In tako, da je recimo na blejskem letališču najeto letalo je pilotirala tudi na enem od podstresečih obiskov pri nas, smo leteli na Triglav nad Ljubljano, pa pomakali naše zahti. Njen dober prijatelj, še ne mlajših let, je bil takratni direktor bližnje zvezdarne observatorija Jerkes v Kuprinem zalivu. Jaz sem pravzaprav kaj skopiral, tudi da se vidi na Googlu, točno opis v slovenščini tudi. In sem pošel preverjati, kar sem dobil pravzaprav to informacijo, da je pač Ukrajina napadena, nedolžna Ukrajina napadena. In sem rekel, vraga, a je to možno, da sem jaz povezal pravzaprav te spomine svoje iz Amerike leta 2000 na dogodek pravzaprav zdaj. Je pa vidno, določeni dogodki so pa zelo vzročni povezavi nekje, vidiš, čeprav vmes je par 10 let lahko. Prav to sem zdaj malo zašel, ampak v glavnem. Skratka, to Michigansko jezero je veliko in v Kuprinem zalivu na severnem Michiganskega jezera je
je ta zvezdarna nasproti so Niagarski slapovi, na jugu pa Chicago. To smo se obiskali. Zapravo na njen predlog pa nam je omogočil še soproga moja dvono, direktor, dolgoletni prijatelj, še z mladosti, njen ta gospod, direktor zvezdarne, nas je peljala na ogled. In je rekel, da si lahko enkratno znamenitost ogledamo pod pogojem, da prikazanega ne snimamo z nobeno kamero, ter da stvar ostane v tajnosti. To je bilo še leta 2000 leta. Dejansko sem čisto pozabil, ampak nisem več toliko na to mislil, še rekel, dejansko potrditev, zdaj pa vidim, kako se grejo najvišje tajne službe, pa vlade in tako naprej, da ti nekaj potaknejo in to potem zgodovino pripelje lahko čisto nekaj drugega. No, glavno to so odpeljano se v ogromno halo, v drugih prostorih, filmski studio, čudovito opremo z maketami in kulisami, tako da smo imeli občutek, da smo v drugem filmskem svetu kot Hollywood. No, ko smo opazili številne rakete, je pojasnil, da so pred več kot 10 leti tajne službe, njihove se profecijo, na ukaz predsednika Reagana, posnele lažno pripravo in izdelavo projekta raketni ščit za obrambo predvsem vzhodnega dela Evrope. Veste, to so oni dejansko naredili, bi rekel tudi kampanjo pol tako psihološko za cel svet, da bo branili, da imajo tako orožje tudi, kot orožje pa obrambno sredstvo. Da bo branili vzhodni del Evrope, ki se je pod Gorbačovom kot sovjetsko satelitsko območje pričela prebujati iztežno osamosvojitvijo od Sovjetske zveze. To se spomnite. To je bilo konca 89 let, Pokovica. Ok. Kaj smo prišli? Od Sovjetske zveze so dejansko se že osvobajali, že leta prej, recimo, se spomnim leta 56, ko sem 57 leta v Angliji, sem doživel pričanje nekega Madžara, ki je leta 56 povedal, kako so ruski tanki vozili po ulicah po Budimpešti. In to me tudi ta spominja, so normalno. Tako da sem pol kasneje enkrat, tudi če ko se bo v Leipzigu, ko so se opirali ljudje, pravzaprav so bile demonstracije po ulici, pred padcem Berlinskega zida sem službeno v Leipzigu in sem jaz pa se podživljal to, kako je bilo v Budimpešti, sem rekel kolegam, to je izven tega. Sem rekel kolegom, peva mi dva hitro domov, da ne bo kaj tazga, da pa spet malo sem zašel prejšnje spomine. Ja, ok, preveč spominov naenkrat. No, poudaril je, da je po mnenju svetovne javnosti Sovjetska zveza, direktor govori tega, inštituta pod vodstvom ostalih političnih voditeljev in generalov panično opustila oziroma uničila svoj napredni vesoljski raketni program z raketami vred in prešla na tekmo z Američani in njihovimi tajnimi službami z razvojem svojega raketnega ščita in razširjenega oborožitvenega programa. To je privedlo do političnega in finančnega gospodarskega zloma in razpada Sovjetske federacije s pomočjo Jelcinovega podpisa in Gorbačovega tanka. No, takrat v Ameriki leta 2000 potem dolgletne vprašal direktorja, na moje vprašanje direktorja observatorija, če so ZDA s to opremo lahko pokazali tudi lažni pristanek svoje posadke na Luni pred leti, tudi hecne. Je odgovoril, da bi bilo to s to opremo vsekakor možno, ni rekel ne. Sam malo se komu da misli, da smo s to opremo 100% so lahko to pustili. No, lepo je naprej. Posamezne faze ruske preobrazbe sem spremljal lahko tudi med svojimi občasnimi poslovnimi obiski Rusije po letu 1991, te Latvije, glavnega mesta Rige in tako dalje. Kot komercialist slovenske prijatelji firme in prijatelj uspešnega arhitekta, bivšega Imosovega kolega, ki je vodil svojo tretjo ženo Rusino v Moskvi uspešno gradbeno inženirjih firmo. Jeseni 1994 sem silom prilike zarekovaju po turbulentnih dogodkih v tovarni, da vsem, če imenujem, da se delo masovno po celi Jugoslaviji, divja privatizacija in tako naprej, bil pa še poskus.
kjer sem kot direktor doživel dokaz korupcije v pomembnem delu pravne države in na to odšel zdržal pod kamp. Na odgovorno delo komercialnega direktorja slovenske firme, spet ne imenujem, kjer imajo dolge roke, pa spomin tudi ne. Sem šel v Rostov na Donu ob Črnem morju, šele potem, ko sem se v zrelih letih še pod odhodom moral naučiti dovolj dobro tudi ruščine. Čeprav jaz sem kot sodni tolmač, ker par jezikov moral obvladati, ampak takrat sem bil že star čez 50 nekaj. Sem v taki situaciji, pa dobro so plačali, samo deli pa goba zdržne. V glavnem, tako v tem stilu, ne, kaj pa, jaz sem se spustil pa v ta jezikov, ne. No, da pa je to naprej prebral te drugoveščine z Rusije. Tam smo imeli formalnega ruskega direktorja, bivšega oficirja KGB-ja, z lepo pravoglasno tajnico, tudi bivško agentko, z odlično znanje angleščino, ona znala pa nemško, angleško dobro. Nažalost je bil večkrat priča nasilnim prizorom grobih domačinov, tudi v pijanem stanju in krajem ruskega osebja ter vodilnega oficirja, zapravo šefa. No, na samem začetku, ko smo prišli gor, to izmen teh se lahko čisto kratko povem, smo prišli in so nas pogostili v hotelu, se pravi Rostov na Donu, to Breki Don, ne, če ob Črnem morju, tam smo imeli firmo, so nas pogostili v tem hotelu, krasna postrežba, krasne kelnerce, tiste ženske in tako naprej. Pa so se pol tele šefi med sabo malo zajebavali, ampak v glavnem so pa povedali, da je ruska mafija, se pravi KGB, na silo prevzela ta hotel od Čečenov, pravi čečenske mafije, s tem, da so jih pospravili in tiste, ki niso na licu mesta, so pol s hladnim orožjem pokončali v bolnici. To je prva informacija, se rekel, je bila tista, kaj sem prišel goba zršne. Ok. A to je ta izkušnja, skratka spominjene. Pred odsluženjem prvega 4-mesečnega roka službovanja pa sem kmalu po ruskem novem letu uspel s pomočjo rusko-srpskega sodelavca, ki sem ga zaposlil, ker je prebežal iz Bosne, iz vojne v Bosni v Rusijo, ker je imel očeta Srba, fotor, mama Rusinja. Da so preprečila ruskemu direktorju krajo večjega števila naših prispelih zabojnikov s hotelsko opremo za hotel v Irkutsku ob Bajkalskem jezeru. Jaz upam, da je dosti določno garomatra. Za to riskantno dejanje sem bil pohvaljen strani našega vodstva v Sloveniji. Ruski direktor pa mi je zagrozil, da bom na tak način, oziroma če se bo še kaj podobnega še zgodilo, končal v Donu ob Črnem morju. Ne, to je prosim blizu tega spodnjega območja. Kot je kasneje skoraj končala naslednja slovenska posadka, partnerska podjetja v Rostovu, so prišli naših gor, pa so jih malo pretepali, se zaprli firmo in tako naprej. Pa sem imel še srečo v bistvu drugo, ne. Sam to mi ni izučil. Je bila cesta. Mi še to povedal, še na dogodiliščino kratko. Še, če lahko. Še v povratku na letališče v Moskvi sem doživel zadnjo traumatično izkušnjo, ko sem moral skratka presepne, zaradi poteka vizuma ostati še nekaj dni v zanikanem starem hotelu na letališču, brez pravega greta in ščurki v sobah, pomagati sem moral svetovati vodji kanadske posadke najetih vzhodnoevropskih delavcev, monterjev, za montažega naselja v stilu Marles Mariborne. Jaz sem pa interes, da imaš opremljajo, potem še zmerom sem se zaposlil brigo, ne, recimo zgorenje opremo, in tako naprej, Marlecove. Je bil interes, ne, sam ne glede na to, kaj smo podoživeli. Čeprav te delavce pa so tih pred mojim, lahko bi tudi na pamet povedal, nekaj bo reč, tega mojim prihodom v ta cenjeni hotelu letališču nekoliko pretepi in malenkostno okradli, še prej pošteno prestrašili ter ustrahovali neki baje slučajni kriminalci iz ulice, tako da so se delavci že odločili vrniti domov. Kanadski terenski vodja projekta je v četovno zgubljen mlajši inženir in nič ni znal rusko. Kako so šli
ljudje delati posle, velike posle, celo naselje bi zgradili. Kar tako, ne. Po me je pa samo povedal, da je receptorka je klicala policijo, ki pa ni storila ničesar, ker so napadalci že odšli. No, spet jaz sem odpadel, ne. Pa nisem se nič ponujala, kaj takega, sam sem moral pa nekaj vsem prevesti, ne. Seveda sem takoj videl, da so dobro organizirani Rusi uporabili stari trik, kako priti do večjega dobrega posla z večjo nepoučeno tujo firmo in si izseljevali verjetno svoje dobro plačano varovanje za cel čas gradnje ali pa ustrezni pavšalni znesek za partnerstvo. In posle so imeli, brez KGB-ja pa tihovih mafijskih firm nismo mogli nič večjega narediti. Tako je bila praksa že takrat, ne. Praktično, ki je bila pravzaprav Rusija šele bolj ustanavljala, se je šele pobirala kot samostojna država. Sam takrat je bil idealni čas, ne, za mafijske posle. No, seveda to ni lahko, to ni bilo lahko delo ulične bande za posamezne najete akcije, je samo prva faza prevzema in vodenja posla strani dobro organizirane mafijske družbe pod kontrolo ene od KGB frakcij, ki je takrat šele prevzemala oblast v celotni Rusiji v stilu Putinovega prevzemanja oblasti v Leningradu in Moskvi po njegovem, Sankt Peterburgu, po njegovem povratku iz Berlina. Kanadski delovodja me je prvičil, da se mu to situacijo pomagal pojasniti njegovim vodilnim, ki so stanovali v Noble-Hiltonovem hotelu na drugem delu letališča. Ko smo se z kanadskim fantom začeli vračala, ko sem pojasnil njihovim šefom, kaj proti še lahko pričakujejo. Pa naj je pa že čakal postavnik dvometraž z rdečim rekelcem, predstavnik prave mafijske firme, ki je pred tem slišal receptorkino poročilo o dogajanju. To so bili sproti obveščeni, so tudi v hotelu morali nekaj. Seveda sem se že kasal zaradi neprividnosti in prevelike njeme pomagati ubogim revežem s svojimi izkušnjami, ker bi moral v nadaljevanju svetovati vsaj kot tolmač in obojestranski svetnika svetovalec. Na srečo mi je kmalu uspelo podaljšati bivalno delovno vizo preko naše ambasade v centru Moskve in po nekaj dneh po noči po predhodnem plačilu hotelskega računa za ustavitvijo prvega avta odleteti z naslednjim možnim letom v Ljubljani. Šele v zraku sem se oddahnil, ko sem spoznal, da sem se končno rešil vsaj ruske KGB mafije. No, da bo nadaljevanje pač imeli različne drugi spomini. Seveda o določenih stvareh lahko človeka še najbolj prepričajo osebne izkušnje, to je splošno, ne. Na primer o zločinskosti profesionalcev KGB ali nasploh znane afere, kot na primer umor novinarke Politkovske, to je pa bolj rekel opis, vsaj po mojem mnenju, psihe tega našega ali pa njihovega Putina. Kaj praktično je ta človek in zakaj, mislim, je to nekako razložitev predpotepljati. Čeprav Politkovsko so ubilce ustrelili, ona je napisala celo knjigo o zločinih med vojno v Čečeniji, umori večjih ruskih oziroma še sovjetskih bivših pobeglih tajnih agentov, tudi po televiziji pa z Londona pa to naprej prenosi. Ali zadnji neuspeli atentat oziroma zastrupitev predsednika opozicije, sedanjega zapornika Navalnija, za dosego oblasti pa za obdržitev, skratka se poslužujejo vseh možnih variant in nasilja in kaj pač. No, da je pa tole še naprej, če smem. Ob nadaljnjem izbruhu Putinove vojne z napadom na Ukrajino sem kljub splošnemu šoku in različnim reakcijam svetovne pa tudi slovenske javnosti in politike še bolj verjel v svoje prepričanja v vsemogočno kriminalno dejavnost predvsem ruske KGB, katere je v vzhodno-nemškem delu načeloval sam Putin. Po razpadu Sovjetske zveze in splošni stagnaciji te krize v Rusiji je demokratizirana in strani ameriške obveščevalne službe osramočena KGB prek Putina pričela z mafijskim delnim prevzemom gospodarstva s pomočjo lokalnih oligarhov ali tujih kriminalnih družb, skratka je se znajdel Putin in bo velik organizator.
No, po njegovem prevzemu predsedniškega mesta od nemočnega Jelcina je pričel z latinjenjem privatizacijo državnih podjetij, gozdnega in drugega naravnega bogastva oziroma rudnikov in realizirati druge, verjetno tudi maščevalne ambicije. Je bil zelo ambiciozen, vsekakor, tudi že takrat na začetku. No, pa preko uspešnih diverzantskih akcij, domnevno uporniških in vojskovojaških Čečenov, pa se pospremil od doma, ker sem že šel, je bilo skratka, še zmeraj ni čisto prevzel, to po kasnejših dogodkih malo komentiram. In po zrušitvi helikopterja priljubljenega generala Lebeda nad Krasnojarskim v Sibiriji je prekinil premirje s Čečenijo in porušil njihov prestolnico v Grozni in jih pokoril s pomočjo pokornega novega predsednika republike. To vemo, tu pač zgodovina pove, da ni bil nobenih skrupul. Skratka, šel je na Čečenijo, jih je pokoril, skratka, naredil ponovno vojno, čeprav je bilo zaposleno primere, ker sem jaz bil v Rostovu, so bili še v vojni, ne. Ne vem, da se tiste gospe se javne, možje so pač borijo dol. Potem pa Lebed general sklenil premirje, ampak ker je Putin videl edino šanso, da doseže oblast, predvsem tudi nad vojsko, je na nek način se vemo, se sprejela po televiziji. No, vse je prevzel oblast nad rusko vojsko, nadzor nad celotnim državnim političnim in varnostnim aparatom ter domačemu oligarhi pokoril. Putinov egoistični karakter se je precej razkril tudi ruskemu narodu že v njegovim odnosom na tragedijo ruske podmornice Kursk v Severnem morju, če se spomnite. Tako po njegovi, to je velika blamaža, tako po njegovi inauguraciji za predsednika parlamenta, ko je odklonil pomoč drugih držav pri reševanju ruske posadke in prekinil praznovanje tudi in ni prekinil praznovanja svojega rojstnega dne. To, jaz ne vem, mislim, če tak karakter je sigurno ni primeren za enega vodjo na take države in tako naprej. Skratka, on kreiral že takrat politiko svetovno. Tudi praznovanje njegovega 60. rojstnega dneva v družbi več ameriških filmskih igralcev ter francoskega, sedaj ruskega igralca Depardieuja, posnetega na video, je ilustrativni prikaz mačizma in narcisoidnosti njegovega poudarjenega ega, ko je samočečno nastopil v vlogi gostitelja in pevca v stilu Frank Sinatra in celo na klavirju zaigral par akordov enostavnega starega šlagerja. Skratka, meni šlo na bruhanje, ampak tak je, nimaš kaj ljudje se ga sprejeli, kot tazga pač moral se dokazati tudi na tem področju. Skratka, ni bil benega poraza, ali pa da ni ta glavom pač sposoben. No, to je moje osebno mnenje, čeprav nisem nek psiholog, psihiater, da je sedanja ruska kriza v glavnem posledica preteklih dogodkov in zavestnih dejanj določenih vplivnih tudi ameriških posameznikov, ki so forcirali tudi raketni ščit, pa so tudi ta veliki blef, celo Evropo so zavedli že takrat in da se je pa izkazalo na koncu kaj rad vsega. No, vidite, tudi ameriških posameznikov ter značajskih karakteristike določenih vodij ter prevlade njihovih pretiranih občutkov, nemoči oziroma neomajne moči in Putinovega ega, poklepa po vsako vrstnem dokazovanju in na koncu po mišljenju mnogih glede trenutno najmočnejšega državnika na svetu, kot samodržec, ki je svojen z obsedenostjo celo po možni deli obnoviti svetskega imperija oziroma Sovjetske zveze. To je zdaj verjetno končni cilj na njegovi glavi, zdaj kako si to zamislil, si meni ne vidi. No, Bog ve, kakšne volje bo ob manj slavnem zmagovitem praznovanju svojega bližajočega 70. rojstnega dne ob znani diagnozi, če to res se ne ve, potrdijo pa ne, možno pa je malo slabo zgledati. Znana diagnoza raka, lahko samo upamo, to je pa moje osebno mnenje, da ne bo v znamenju neravnega požiga Rima. A veste, ker se poslavljaš nekaj ide, se upajem. No, pa sem pa jaz to dopolnil, to informacijo še. Včerajšnjem dogodkom gledal sem naš posnetek tele oddaje na televiziji Faktor, ki so zelo realno, mislim, reč, oboje stransko nekaj fair in realno prikazali situacijo. No, to sem rekel, bom še moral dopisati.
Zadnje informacije preko daje Faktor na televiziji 3.5., se pravi četrtek, so marsikomu lahko odprli oči in dale možnosti spoznati, da je največji krivec za tudi sedanje politično stanje na svetu, konkretno v Evropi, v zvezi z ukrajinsko kriv ameriški hegemonizem in sebično delovanje po celem svetu. Že leta to klet nazaj ni. Imamo dokaze na drugih koncih sveta. No pa še moj zem dokaz še nekaj. On je velika žrtva teh ameriških mahinacij v zadnjem času, tudi svetovnega gospodarskega foruma, je seveda ukrajinski narod. Del te resnice sem sicer sam spoznal že v 60 letih, pa se spet vračam daleč nazaj. Ampak mi je zelo pač povedal, ko sem v Frankfurtu že za časa študija ob delu na Akademiji za svetovno trgovino, bil zaposlen na ameriškem vojaškem letališču kot vodja izmene v ameriškem vojaškem delu, še za časa vojne v Vietnamu. To je leta 1964-1966. Prej sem vodil nekaj gradbenih projektov z nemško firmo. No, da pa to naprej napisati za Vietnam. Doživel sem pričakovanje nekaterih ameriških vojakov, v glavnem temnopoltih plačancev oziroma višjih kaznjencev o grozot, ki so jih morali početi dol v Vietnamu normalno. Ker sem skupaj s svojo mlajšo sestro, ki je bila zaposlena v frankfurtski bolnici, si našel dobro službo, prijateljeval hčerjo poveljnika baze. Slučajno smo se spoznali tudi hčerko, luštna študentka na praksi. Pa s sestro moja smo šli večkrat, tako da ni bila sama, ne ta neumna, jaz sem pa simpatičen, nadpobane. In so se kar ogreli, punca je povabila na eno nedeljo domov na kosilo, to jaz nima tega pravi. Ampak tako sem lepo pač vzgojen, tako naprej, jaz sem prinesel gospe neko darilce na eno bombonjero, pa sem rekel, di šahtel, der šahtel, to je po nemško škatla, škatli, pa sem se koj popravil. Da se pol obrazložil, ne, sem rekel, ponovati reče, di blume, der blume, ne, rožo roži daš, ne. Jaz sem pa škatl, pa sem pa nič naredil vic, sam enim ben zameril, ne, hvala Bogu. No, tako smo se dobro jeli. In Nata me parkrat povabil, pred smo enkrat službeno pot čez vikend, pred znamo Vietnam, bilo kašo, ne. No, vse nekaj se pa nekaj da skončam. No, sem odklonil, da bi šel v Hanoj z njim. In se tudi nisem odločil oditi v ZDA s to ugledno družino, ampak sva se po daljšem prigovarjanju najine mame s sestro skupaj z mamo odpotovali 1. maja 1967 domov služiti vojsko. In se kasneje zaposliti v združenem delu. Skratka, sem na labor, sem šel se pa spredal naprej kot šefa naše KGB, da nam rekel. Pustimo, da je to drugo. Dejstvo pa ostaja, da nam je prava resnica največkrat prihranjena in je lahko spoznamo šele mnogo pozneje, včasih tudi s pomočjo izkušenj in spoznanj, poštenih izkušenih ljudi, kot se jih spoznal, na primer, šele pred dobrim letom na društvu Beli za srečno življenje. To bomo reči še kar vesel, da smo se ljubili. Jaz se lahko glede na osebne izkušnje in počutje dolžan spovedati tudi za olajšanje občasne osebne stiske v nekaterih morečih spominih. No, če sem omenil moreč prvi, ko sem se kaj olajšal, jaz upam malo, ne, s tisto Etiopijo svojo grozljivka, ne, ki je genocid bil na židovsko skupnost, ne, nad manjšino, in to je bil še naš Ernest Petriček, ki je dol zaposlen. Nekaj lahko priča, če hoče o tem. To je drugo, no to je ta nekak konc tega. Čeprav moram reči, da se preživljujem, pa spremljam to literaturo zdajle. Nisem hotel sem omeniti, recimo, da se vlače. Enkrat sem bil še z našim Pigržanom, patril, da bomo končal tole, da ne bo tako pesimistično vse skupaj. Skratka, da se ne zgubimo čisto v spominih, sem pa jaz glede na to, ker danes z nami, jaz spominil sem prinesel za Mihaela, mojega prijatelja, našega prijatelja, eno spominsko knjigo,